Dober večer, cenjeni gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. TV Slovenija je mandat za sestavo vlade podelila kar Gregorju Golobiču. TV Slovenija nadaljuje sestavljanje mavrične anti-Janša vladne koalicije. V včerajšnjih Odmevih so mandat zanjo podelili kar Gregorju Golobiču. Spomnimo, Golobič se je iz politike umaknil potem, ko je ravno v Odmevih lagal o svojem lastniškem deležu v podjetju Ultra. Njegova stranka Zares pa je na volitvah leta 2011 prejela nezavidljivih 0,65% glasov. Vi pa gledate oddajo VE Faktor, resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali. Verbalni delikt se vrača. Slovenska sodišča, namesto da bi jo ščitila, besno napadajo svobodo govora. V zadnjem delu oddaje pa Mehičani trenirajo kot nori. V javnost pricurljali posnetki napornih treningov mehiške nogometne reprezentance. Zloglasni 133. člen Kazenskega zakonika bivše SFRJ očitno še vedno živi. Vse več je primerov, ko slovenska sodišča besno napadajo pravico do svobode govora, namesto da bi jo branila. Zakaj je temu tako, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema, magistrom Ivanom Simičem in dr. Boštjanom M. Turkom. Toplo pozdravljena. Dobro večer. Zdaj, Ivan, Boštjan, vemo, tisti, ki smo dosti stari, pač v prejšnji bivši skupni državi je bila pravica do svobode govora močno okrnjena. Imeli smo ta zloglasni 133. člen Kazenskega zakonika, ki je bil sicer v osnovi namenjen borbi proti neki tuji propagandni dejavnosti izven države, ampak v resnici se je bolj uporabljal za to, da se je utišalo vse drugače misleče. A ste se vidva predstavljala ob osamosvojitvi in pa potem, da se bomo mi zdaj po dobrih 25 letih samostojnosti spet pogovarjali o teh temah, o verbalnih deliktih, o kršitvah pravice do svobode govora? Ja, če jaz lahko, ker sem žrtev Izvoli, tega, Boštjan. rečem najprej... Ti si zadnja žrtev, nisi prva, pa verjetno tudi ne zadnja. Zadnja žrtev pa sem, ker sem danes sodbo dobil in sem še pod vtisom tega. Torej, moram najprej dati roko na usta, ker sem za vsak komentar o temi, o kateri sem pisal, obsojen na dodatnih 2000 evrov plačila. Pisal sem pa o človeku, ki je pač del slovenske javnosti, znana oseba, v katerem je RTV SLO posnela tudi film, ki je bil predsednik Društva slovenskih pisateljev. In pisal sem v dveh aspektih. En aspekt je bil ta, da sem zgolj povzel, nikakor ne prvi, to, kar je še danes, se pravi, če greste na portal Slovenske novice in vtipkate filozof, boste videli te dokumente. In drugo, ker imam doktorat iz moderne lirike, iz francoske Sorbone, sem ocenjeval, in tu pa mislim, da popolnoma utemeljeno, oziroma te pravice mi ne more nobeden vzeti, njegovo poezijo in sem jo ocenil, kot sem jo ocenil. Zdaj, seveda, višje sodišče, ki je to, in torej že nižje okrajno sodišče in potem višje sodišče v Ljubljani, ki je to sodbo potem potrdilo, nima nobenih kompetenc, ampak jaz sem vse sodnike pregledal, nobenih kompetenc razsojati o vprašanjih poezije in o vprašanjih kvalitete poezije. Tega preprosto nima. Tako kot nimam jaz kompetenc, recimo stopiti zdajle ven iz studia, se postaviti na sredi križišča in ustaviti avtomobil in reči, vi ste pa vozili 60 km/h. In to je grozljivo. Kazen je pa skupna, zdajle je približno 12 000 evrov. Zdaj, Boštjan, da se prav razumemo. Se pravi, ti si bil obsojen prvič, ker si komentiral nekaj, kar je bilo nekje drugje javno objavljeno. Tako, in kar ni bilo nikoli preklicano in je še danes dostopno javnosti. To je res. In drugič, zato, ker si podal neko strokovno svoje kritično mnenje o nekih javnih umetniških delih, ki jih je nekdo objavil. To je res. In recimo, znotraj tega je tudi, recimo, vers, naj si pač bralcu samo razloži, zdaj bom jaz na pamet začel, naslov pesmi je Palični mešalnik, pesem se pa konča z Bolanje kralj deževnikov. Vmes so pa take poljubnosti.
Skratka, to je pač, jaz ne morem, me razumete, 2000 evrov je dodaten penal, če rečem karkoli in zato to zavijam in imena nisem rekel in to je grozno, to je pač odvzem svobode govora, odvzem javne besede in veste kaj je to? To je 12 000 evrov za nekaj, kar sem rekel, kar je popolnoma resnično, kar bo tudi, vam povem, padlo, ker bo to padlo na Evropskem sodišču, kar bo potegnilo za sabo vse sodnike, ki so se tako odločili, ker jaz ne bom odnehal, če v življenju nisem odnehal, pa tu ne bom odnehal, ne? In se bom branil do konca. V redu. Ivan, ti imaš pa neko čisto drugačno izkušnjo. Ne? Ti si imel pa primer, ko je nek medij, časopis objavil v tebi neresnice, kar je sodišče kasneje ugotovilo, da so to bile neresnice, ampak presenetljivo ni obsodilo tiste, ki so objavili neresnice v tebi, ne? Ja, oni so se sklicevali na svoj vir in sodišče je reklo, da so pač novinarji utemeljeno verjeli svojemu viru in moja izkušnja je taka, sploh pa če se vrnemo v Jugoslavijo, ta 133. člen, to je bil pač tak uporaben člen, ki si se lahko losal ali pa rešil vsakega, katerega si se hotel, ker smo zmer lahko obesil neko zgodbo. Sedaj, ko smo v samostojni državi, se pa ta zadeva, bomo rekel, z leti, predvsem v zadnjih letih, je nekako ta svoboda medijev šla čez vse meje, torej vsak novinar lahko napiše, kaj želi, ne govorim zdaj o vseh novinarjih. Imamo določeno skupino novinarjev, ki so znani, ki se s tem ukvarjajo, ampak je spet tisto, da to je spet moja izkušnja, da se lotevajo praviloma, to, kar jaz vidim, politično nasprotnih. Ne? Torej, če neki novinari pripadajo neki politične opcije ali so pa pripadniki neke politične opcije ali pa simpatizerji, se praviloma lotevajo nekoga, ki pripada drugi politične opciji in normalno s takimi zadevami pol tudi na sodišču nimaš kaj dost uspeha. In zaradi tega jaz že nekaj časa ne tožim več, ampak se enostavno lotim teh novinarjev, lotim se lastnikov časopisa in vsakemu sem od takrat našel že marsikaj in mislim, da jih to potem boli bolj kot pa tista tožba na sodišču, kajti tudi če o tebi napišejo, bom rekel, 100% neresnice, oni so svoje dosegli, objavili so sliko, javnost je to prebrala, javnost to verjame in ti tega ne moreš nikoli več ne moreš popraviti. Tista tožba, ki jo pa vložiš, pa pač enostavno dobijaš tiste koverte, dobijaš pozive, se pripravljaš za obravnave, na drugi strani naletiš na kakšnega mladega povzpetniškega novinarja, ki te še žali na sodišču, ti izgubiš potem živce in tako naprej in si podeče na koncu, zakaj mi to treba. Tako meni tisti čas, ki sem ga prej porabil za branjenje sebe in dokazovanje, da imam prav, sedaj porabim za brskanje po življenju tisti, ki so o meni opisali in tako imamo tudi, recimo, ko sem gotovil, da novinarji najverjetneje fakturirajo za 4% dohodnino oziroma nekaj denar ven vlečejo, to so naredili lani, to so naredili predlani, to pomeni članek za letos bom še pripravil, ker se ponavlja zgodba in to je tisto, če nekdo piše o nekomu nekaj, naj piše resnico, ni problema, jaz bom resnico zmeraj priznal, ne bom pa priznal neresnice in ko napišejo neresnice, jih potem še sodišče pokrije, kar je najhujše. In kar je še hujše, jaz sem izgubil na sodišču, ampak z medijem sem pa sklenil poravnavo, kjer so načeloma priznali, da so pisali neresnico. To pomeni, da zakaj potem sploh rabimo sodišča. Enostavno, jaz imam zelo, bom rekel, sem velik pesimist glede odločitev sodišča, sploh, ker vidim, da nekdo dobija odškodnine za neke nepomembne zadeve, sploh, če je to prizadet novinar. Torej, če samo pomislim, ko je v neki novinarju ali pa novinarki bilo nekaj napisano neresnično, so doživeli ne vem kakšne psihomatske travme. V mojem primeru, ko je pa cela Slovenija brala, ne vem, 2 strani neresnic, pa jaz, kot da ne morem doživeti nobenih travm. In zato pravim, da enostavno vsem predlagam, če želijo se boriti, naj prebrskajo po življenju vsakega novinarja. Vsakemu boste našli nekaj, torej ni ga novinarja. Je pa še ena druga zgodba, ne, Ivan, se pravi, če ti na tak način de facto sodišče prepove govorjeno in pisano besedo, ti s tem tudi vzame možnost do zaslužka, ne, če se ti recimo s tem priživaš. Boštjan je publicist, je kritik, je nek avtor, ki objavlja. Kako zdaj v tem smislu? Ne vem, se to je, mislim, jaz moram zdaj plačati to v najkrajšem možnem času, to je 12 000 evrov. On sem bil na banki za kredit in to, imam 2 majhna otroka, torej to je nezaslišano, to je nezaslišano, to je človeka prisiliti v molk.
prisiliti v to, da neha pisati in da neha pisati o resničnih stvareh. Ob tem, ko to je toliko približno taka odškodnina, kot če bi recimo v prometni nesreči nekoga ubil. Ne. To je popolnoma nezaslišano in da sodišče meni, ker te sodniki in sodnice, ki so sodili, nimajo najmanjše kompetentnosti za sojenje v zadevah literature. Nimajo nobene izobrazbe ni česar, nobene diplome ni česar, da mi to oduzamejo, to je neverjetno. To je dobesedno to je teror. To je teror sodišč. Ja. Zaradi tega jaz sem tudi odgovorni urednik revije Denar in velikokrat pišem kakšne kritične članke tudi v teh mojih reviji in potem pozneje na Facebooku sem pač se revanširal tisti, ki so o meni pisali. Jaz poskušam zmeraj, ki pišem članke, se držati čim bolj dejstev, ki jih najdem, bodi si na iPesu, bodi si kje drugje, torej verodostojni podatki in potem pišem samo o njih, se ne spuščam na neki nivo, bom rekel, žalitev, na neki nivo neresnic, kaj ti to tesleje prej doleti in imaš posledice. Zaradi tega jaz enostavno tudi vzmeraj, ki pišem kakšen članek, vse, kar sem uporabil, shranim, čakam na tisti rok, ki poteče, ko te lahko nekdo toži, ampak enostavno, če uporabljam uradne podatke, me nihče ne bo mogel tožiti, tako da jaz to vsakim tudi priporočam, ampak nekateri novinarji v Sloveniji so zaščiteni, lahko pišejo, kaj želijo, lahko blatijo kogarkoli želijo, nikoli se ne opravičijo. Jaz se spomnim, ko so na Pop TV-ju montirali posnetek, torej pri sebi v montaži so montirali posnetek, ki so mene prikazali v neresničnem dejstvu in dokler nisem vložil kazensko ovadbo in dokler Bojan Požar te kazenske ovadbe ni objavil na Požar reportu, se Pop TV ni hotel opravičiti. Takrat so se opravičili isti dan, da so se pač zmotili, da to nisem bil jaz, ampak je bil nekdo drug, ampak vmes so minili, ne vem, je minilo nekaj dni, slovenska javnost je živela pod vtisom, da sem jaz to naredil, kar ni bilo res. In zaradi tega jaz pravim, da tukaj bi moralo sodišče pokazati svojo pravičnost in odločiti, ampak normalno, če nekdo ima neke povezave, očitno se to ne bo odločilo. Kazenske ovadbe, ki vlagaš, ti jih tudi dostikrat zavržejo, ker pravijo, da ni elementov, pomeni, meni lahko nekdo namerno montira posnetek, me namerno oblati, če jaz vložim kazensko ovadbo, bo tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo in bo reklo, da ni elementov kaznivega dejanja. Se to sem hotel še vprašati, ne? Zakaj imamo tak občutek, verjetno tudi upravičen, glede na vse te primere, ki jih navajata, da sodišče ne ščiti šibkejše stranke, ne? A to dejansko pomeni, da je pravica slepa? Zakaj ima recimo sodišče v Sloveniji v vseh teh primerih občutek, da morajo ščititi močnejšo stranko? Ja, Ljuš, kdo je šibkejša stranka, koga imaš v mislih? Ja, v teh primerih pač tisti, ki v tvojem primeru si bil ti, ne? V mojem primeru jaz sem tožil, sem rešil proti mediju. Ja, ampak vse, ti si šibkejša stranka, ne? Če je ta menj časopis, ki ima nacionalno pokritost. Da je višje sodišče potrdilo, to sem zvedel iz Dela, ne? Ker Delo je vedno absolutno pristransko pisalo o teh zadevah, nikoli ni upoštevalo argumentov in kaj je največja groteska, kar pa bo šlo za zgodovino, moj oče je zdravnik, kardiolog, profesor dr. Turk. In ta stranka je na prvostopenjski obravnavi 15 minut namenila hvale njemu, mojemu očetu, ki mu je pomagal pri infarktih in tako naprej, kako odličen zdravnik, kaj je on z njemu se dobrega naredil, skozi desetletja so sodelovala in tako. In torej jaz sem to samo gledal, to je res za mojega očeta tako poznajo. Mnogim ljudem je pomagal kot zdravnika, ne? Ampak in potem me prvostopenjsko sodišče obsodi, mene, ker sem njegov sin, ne? In ob tem, da ni ta človek, ki bo zdaj dobil 7.000 evrov plus 2.000 in to obresti, da ni prinesel nobenega potrdila, da je karkoli imel zdravstveno narobe. Prinesel je pač nekaj, da je bil na urgenci, ampak zaradi kardiovaskularnih težav, ki so se začele v 80-ih letih pri mojem očetu, ki mu je, kakor je po mojem spominu, pri 3 infarktih pomagal. Zdaj pa poglejte, ne. Ja, dobro, Ivan. Pravim, da tudi sodišča dostikrat ne upoštevajo, torej deluje, kakor jim ustreza. Tudi če preseš kakšna potrdila in tako naprej. Jaz sem imel eno obravnavo, kjer mi je odvetnik rekel, da moram biti pri miru, da se ne smem razburjati na obravnavi in tako naprej. Sem rekel, v redu, se ne bom razburjal, bom fin. Na koncu mi je sodnik v obrazložitvi napisal, da ni bilo opaziti, da bi me prizadelo pisanje, zato ker sem bil miren. Mislim, katastrofa, tako da... Škoda energije. To so res
To so res žalostne zgodbe. No, ampak to sem hotel prej vprašati. Ne. Zdaj, jasno je, da v teh primerih je nek medij ali pa neka javna oseba, ki ima moč in zveze, je močnejša stranka. Ne. In vidimo v vseh teh primerih, da naša sodišča pač nekako na koncu se vedno postavijo na stran teh močnih. A je to, minuto še imamo, pred gremo na prvi odmor, je to nek ostanek prejšnjega režima? A mislite, da imajo še to zmeraj v podzavesti, da morajo ščititi oblast, te strukture uradne napram navadnim ljudem? Ali iz česa to izhaja? Sem prepričan, da. Jaz imam tudi občutek. Ne, ker hecno je, da se pač te stvari na ta način dogajajo. Dobro, zdaj, če sem te prav razumel, Boštjan, ti seveda imaš možnost pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice, ampak to verjetno trajalo kar celo vrsto let. To bo trajalo, sem govoril z enim od ustavnih sodnikov, to bo trajalo 7 do 9 let, ker gre za civilno tožbo, ne gre za kazensko tožbo in gre za pač napake, če bomo našli napake v postopku, ampak zdaj, to je neverjetno. No. To je v tem trenutku slaba tolažba, ne? Ja, tudi vprašanje, koliko to stane na Evropske sodišče. Jaz mislim, da preveri, koliko stane in jaz na tvojem primeru, dobro, si še mlajši, imaš čas, da čakaš naslednjih 7 let, ampak jaz bi razmislil, glede na stroške vložitve tožbe na Evropsko sodišče. Če se splača, ne? Ja, če se v redu. splača. Se vrnemo po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem verbalnega delikta.